Na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani je prisotno bogato publicistično, raziskovalno in ustvarjalno delovanje. S tem se fakulteta predstavlja tako akademskemu okolju kot širši družbi. V okviru tedna Univerze v Ljubljani je fakulteta pripravila dogodek, posvečen predstavitvi najnovejših dosežkov na tem področju. Naslov dogodka, Kažipoti besede v labirintih življenja, spodbuja razmislek o prepletanju besede, znanosti, teološkega in interdisciplinarnega razmisleka v sodobnem času. Na dogodku so predavatelji in raziskovalci predstavili monografije, učbenike in priročnike, izdane v letu 2025. Posebna pozornost je bila namenjena tudi serijskim, znanstvenim in poljudno-znanstvenim publikacijam. O teh temah bo tekla beseda tudi danes v studiu, kjer pozdravljam izredno profesorico, doktorico Sašo Poljak-Lukek, profesorja doktorja Bojana Žalca in Lizo Primc. Pozdravljeni. Liza, vi ste ena ključnih sodelavk v uredniških procesih periodičnih izdaj Teološke fakultete. Katere revije izhajajo pod okriljem fakultete, katere teme obravnavajo in kakšno poslanstvo uresničujejo? Pod okriljem Teološke fakultete izhajajo 3 znanstvene revije. To so Bogoslovni vestnik, Edinost in dialog ter Akt ekleziastike Slovenije. Bogoslovni vestnik je najstarejša revija na Slovenskem, izhaja od 1921. Njeno poslanstvo je torej, da objavlja članke z področja teologije in religiologije ter drugih sorodnih interdisciplinarnih ved. Edinost in dialog je, že kot ime pove, je zasnovana torej za dialog, torej za ekumenske razprave ter medreligijske razprave, medtem ko Akt ekleziastike Slovenije pravzaprav ponuja torej prispevke, ki temeljijo na arhivskih virih, težje dostopnih arhivskih virih in nam torej s tem omogočajo pravzaprav, da tudi pobliže spoznamo zgodovino. Poleg teh 3 revij imamo tudi eno poljudno-znanstveno revijo, Tretji dan, ki se nam je pridružila šele pred nekaj leti. To je pa bolj poljudno-znanstvena revija, torej namenjena študentom, zaposlenim, tudi zunanjim. V njej torej objavljajo študente svoje seminarske naloge, druge prispevke razmišljanja, eseje, poezijo ter kritiko. Ob izdajah revij leto 2025 zaznamuje tudi zbirka novih monografij in priročnikov. Med njimi je denimo priročnik Bioetika, monografija Muslimani v Sloveniji, delo Življenje skrivnosti, ki poglobljeno osvetljuje sakramentalno življenje cerkve, zbornik 10 let Laudato si, ter monografija Poti do ljudi, ki odpira ključna vprašanja medosebnih odnosov in relacijske družinske terapije. Doktorica Poljak-Lukek, tudi vi v svojih publikacijah pogosto obravnavate teme medosebnih odnosov in relacijske družinske terapije. Zakaj je po vašem mnenju to področje tako pomembno raziskovati in tudi predstavljati v obliki znanstvenih in strokovnih publikacij? Ja, na Teološki fakulteti že 20 let razvijamo tudi področje družinske terapije in imamo tudi habilitacijsko področje za zakonsko in družinsko terapijo. In iz tega vidika se nam zdi pomembno in tudi naša odgovornost, da ne samo, da raziskovalno delamo, ampak da te raziskovalne dosežke tudi nekako širimo med čim širšo javnost. In tukaj se mi zdi, da so publikacije tisti ključni most, ko lahko mi naše raziskovalno delo, pedagoško delo, naše klinične izkušnje razširimo tudi do ljudi. Ker, kot vemo, je psihoterapevtsko področje v Sloveniji v zadnjih letih zelo živahno, veliko se spreminja v zakonodaji, veliko je novih modalitet in v luči tega se mi zdi, da je še zlasti pomembno, da smo aktivni, da smo nekako most, ki med raziskavami in med klinično prakso in da tudi z našimi raziskavami nekako spodbujamo sodelovanje, interdisciplinarno delovanje še naprej. Tudi vi ste avtorica nekaterih del z tega področja, na primer, Ko odnosi postanejo družina, je en naslov vašega dela in Ko družina začne znova. Bi lahko navedli morda še nekaj drugih zanimivih publikacij z področja medosebnih odnosov in družinske terapije, ter morda s tem povabili
k odkrivanju teh vsebin? Ja, na začetku moramo začeti pri enem izmed najbolj vplivnejših imen na našem področju, to je dr. Kristjan Gostečnik. In mogoče omenim njegovi zadnji 2 deli, Ples z ognjem in Prvih 1000 dni. Njegova dela povezujejo klinično prakso, psihoterapevtsko paradigmo, zlasti na področju relacijske družinske terapije s sodobnimi nevroznanstvenimi dognanji. In predvsem poudarja pomen relacijske izkušnje, tako za terapevtsko prakso, kot tudi za osebnostno rast. Potem že omenjena monografija Poti do ljudi, kjer različni avtorji predstavljajo empirične raziskave na področju relacijske družinske terapije in zopet postavljajo v ospredje odnos, ki je temelj naše modalitete. Lahko pa tudi napovem, da v naslednjem letu izide dopolnjena izdaja monografije, ko odnosi postanejo družina, in pa angleška verzija knjige, ko družina začne znova. Tako da se veliko zanimivega branja še obeta. Poleg ravno omenjenega področja fakultetne publikacije obravnavajo še številna druga področja, od bibličnih študij, patristike in zgodovine cerkve, do liturgije, pastorale, religijske antropologije, filozofije, etike, kulturnih in zgodovinskih raziskav ter tudi sodobnih tem, povezanih z duhovnostjo in družbo. Mnoga izmed teh del so neposreden odgovor na raziskovanje, ki poteka na Teološki fakulteti. Dr. Bojan Žalec, pretežen del vašega dela zajema raziskovalno delo. V njem se v zadnjem času predvsem posvečate izzivom digitalne dobe in umetne inteligence. Kako se pa morda te teme v zadnjih letih uveljavljajo tudi v samih raziskovalnih programih in pa projektih Teološke fakultete? Ja, hvala za vprašanje. Tema tehnologije, umetne inteligence, antropoloških etičnih izzivov, ta tematika že dolgo ni več nekaj obrobnega na Teološki fakulteti, ampak je v središču našega raziskovanja. Nekaj dejstev, s katerimi lahko podkrepim to teorijo. Naprimer, imamo inštitut za raziskovanje na človeka ustredinjene umetne inteligence in etike tehnologij. Potem se te teme raziskujejo tudi v okviru inštituta za bioetiko. Nadalje smo dobili kopico projektov, mednarodnih, nacionalnih, ki so povezane z raziskovanjem umetne inteligence in sodobne tehnologije. Če omenim recimo samo 2, samo 3, najprej tukaj je raziskovalni program, ki ga vodi doktorica Mateja Centa-Strahovnik, ki se ukvarja z tematiko komunikacije klepetalnih robotov, kreposti, ki so potrebne v digitalni dobi. To je program večleten, potem sta tu, ki ga financira ARIS, se pravi Slovenska agencija za raziskovanje in inovativno dejavnost. Potem sta še 2 ARIS projekta, prvega je vodil profesor Vodičar in se ukvarjal z digitalno kulturo in na človekosrediščeno inteligenco 3-letni projekt. Sedaj poteka projekt, ki ga vodim sam, Bojan Žalec, ki nosi naslov Teologija in digitalizacija, antropološki in etični izzivi. In potem je tukaj še cela vrsta aplikacij. Se pravi, to je ta raven projektov. Imamo inštitute, imamo kopico projektov mednarodnih in evropskih. In tretjič so tukaj tudi publikacije, ki so nenazadnje sad teh projektov. Mi smo s tem začeli že zelo zgodaj, smo eni prvih v Sloveniji na področju humanistike, ki smo razvili, tako smo izdali že pred leti posebno številko o transhumanizmu v Bogoslovnem vestniku in tudi pri nemški založbi Lit Verlag mednarodni smo izdali zbornik, znanstveno monografijo domačih in tujih raziskovalcev o transhumanizmu. Potem smo izdali, sam sem izdal monografijo Človečnost v digitalni dobi, ki se zdaj tudi prevaja v hrvaščino.
in še druge publikacije. Zdaj, ena zadnjih je izšla letos, ne, kot posebna številka revije Poligrafi, nosi naslov Položaj človeka v digitalni dobi, izzivi in preobrazbe na področju duhovnosti in edukacije, ne. Torej, pa tudi naš drugi znanstveni program, ki se ukvarja z etičnimi izzivi sodobne družbe, je v veliki meri namenjen temu. Tako da to je zelo, zelo veliko, se s tem ukvarjamo in smo, mislim, lahko rečem, smo zelo uspešni in smo tudi marsikjer orali ledino. Torej vidite, da tudi v zapisani obliki neki izsledki in pa spoznanja nekega vašega raziskovalnega dela in pa razglabljanja na teh področjih ima neko mesto tako v širši družbi. Ja, seveda, to je recimo že povezano z digitalno dobo, ne, recimo filozof Platon je svaril pred nevarnostjo pisave in pisanih tekstov, ker je rekel, da bojo ljudje izgubili spomin, ne. In zdaj pač smo tudi pred nekimi nevarnostmi, kjer je tudi ta pisana beseda ogrožena, ampak enkrat, če ostaja pač in je to normalen sestavni del znanstvenega raziskovanja, so znanstvene publikacije. Zdaj, zakaj pa je ta tema pomembna, ne, sploh bi rekel izzivov tehnologije in umetne inteligence z vidika humanistike, v našem primeru še posebno z vidika teologije in filozofije, so pa stvari seveda tukaj ta položaj, ne, ta umetna inteligenca in tehnologija je na novo postavi izzive v tem smislu, kaj je sploh človek, ne, kaj je sploh etično, kaj ni etično, ne. Torej, po eni strani mi združujemo tradicijo, po drugi strani pa to treba presaditi in akomodirati, aktualizirati v sodobnem kontekstu, ne. Dam recimo en primer, ki zveni lahko abstraktno, recimo ta ideja naložitve človeškega uma na nebiološki digitalni nosilec, ne. To se zdi tako ena abstraktna tema, ampak če pogledamo, pa zadeva samo središčne probleme teologije in filozofije. Kajti tukaj se potem tiče teme nesmrtnosti, kaj če bi to pač naložili na nek digitalni vžil, je dolgovečnost, nesmrtnost, potem je tukaj ločitev duha in telesa v biblični tradiciji in krščanski je pač oseba enotnost duha in telesa in ne moreš ločiti od telesa. Potem so tudi zakramenti, ki so povezani z smrtnostjo in tako naprej. Tako da se to abstraktno vprašanje rata absolutno ključno z teološkega vidika in teologija mora najti načine, kako ta izziv akomodira v svoje nauke, ker moramo se zavedati, da to več ni samo neka ideja, ampak da po nekih anketah večina inženirjev misli, da je to stvar bližnje prihodnosti. In teologija in filozofija, ki sta dvojčici, morata na to odgovoriti. Hvala obema, da sta malo osvetlila dve področji, ki jih velikokrat naše publikacije tudi naslavljajo. Zdaj, Teološka fakulteta spodbuja tudi vključevanje mladih avtorjev. Liza, ali imajo pri revijah možnost objavljati tudi študenti in pa tudi kako poteka morda proces nastajanja prispevkov in kako uredništva skrbijo za kakovost in pa strokovnost objav? Torej, ja, tudi pač v naših revijah študenti lahko objavljajo. Prva taka revija je seveda Tretji dan. Tudi mislim, da profesorji zelo spodbujajo, da svoje seminarske naloge, eseje in druge prispevke torej pošljajo uredništvu, ker jih z veseljem sprejmemo. Torej, na doktorskem študiju pa seveda je tudi kot pogoj je torej objava enega izvirnega znanstvenega prispevka. Seveda to ponavadi torej potem s koordinacijo z mentorji, tudi lahko pošlje seveda tudi na znanstvene revije, tudi na naše znanstvene revije. Kako poteka ta oddaja? Torej, letos smo torej prešli na platformo OJS Univerze v Ljubljani. To pomeni, da se mora avtor registrirati, odda prispevek, potem uredništvo pač presodi, ali je torej tematsko ustrezen ali ne.
Če je ustrezen, se ga pošlje v slepo recenzijo, po uspešni recenziji, torej ali so potrebni popravki, ali je torej sprejet brez popravkov, gre naprej v lekturo, v oblikovanje in pravzaprav je končni izdelek potem objavljen na spletni strani, kot tudi v tiskani obliki. Torej, vedno bolj se govori o tej etičnosti objav, vedno bolj si treba paziti, namreč ogromno člankov je zadnje čase napisano s pomočjo umetne inteligence, ne. Tudi tukaj zdaj revije Univerze v Ljubljani pač postavljamo določena pravila, torej, da se umetna inteligenca pravzaprav sme uporabljati le pri prevajanju oziroma pri nekih povratnih informacijah glede sloga oziroma lektoriranja, ne, medtem ko umetna inteligenca ne sme in ne more biti avtor, niti problematični so recimo tudi članki, kjer niso navedeni viri. Poleg tega je zdaj velik poudarek tudi na nacionalni ravni, torej politiki odprtega dostopa, torej dostopa do raziskovalnih podatkov, torej tudi, da so raziskovalni podatki pravilno hranjeni v repozitoriji, da so bili pridobljeni na etični način, in da se tudi etično z njimi, torej da se jih obdeluje in tudi posreduje naprej. Tako da pravzaprav vedno strožji nadzori nad temi zadevami tudi v uredništvih, kot tudi na ravni univerze, na ravni torej ARIS-a, kar je pravzaprav po svoje zelo dobro, ne. Namreč odprta znanost prinaša neke dobrote, koristi tudi za druge raziskovalce, hkrati pa se odpirajo tudi druga, recimo vprašanja glede avtorstva in kraje intelektualnih podatkov. Hvala lepa, Liza, za deljenje teh izkušenj in tudi koristne napotke. Se pa seveda zdaj vsem trem lepo zahvaljujem za vse vaše misli, vse prispevke, za sodelovanje in tudi prispevek k temu, da lahko lažje razumemo tudi teme, ki jih prinašajo letošnje publikacije. Teološka fakulteta s svojo bogato publicistično dejavnostjo ostaja pomemben sogovornik v akademskem prostoru in širši javnosti predstavlja raznoliko raziskovalno in ustvarjalno delo svojih sodelavcev. Vas, drage gledalke in gledalci, prisrčno vabim, da posežete po kateri izmed predstavljenih knjig ali člankov in morda prav njihove besede postanejo vaš kažipot v labirintih življenja.